Lepo pozdravljeni v še eni oddaji Mi smo SPTŠ. Od prejšnje sta minila že 2 meseca in v tem času se je pri nas dogajalo veliko zanimivega. In kaj smo vam pripravili? Dijaki elektrotehniške in računalniške usmeritve so v mesecu novembru teden dni preživeli na Poljskem in Češkem v okviru projekta Erasmus Plus akcija K2. V Havirovu na Češkem in Mikolovu na Poljskem so se na strokovnih šolah ukvarjali s projektnim delom na svojem strokovnem področju, tokrat iz računalništva in elektrotehnike. V popoldanskem času pa je bilo dovolj časa tudi za prostočasne dejavnosti, ogled mesta, festival športnega filma, sprejem v mestni hiši in veliko drugega. O izkušnji s Češke in Poljske pa dijaka 4. letnika Žan Horvat in Blaž Bernjak. Pogovarjamo se torej o projektu Erasmus Plus. Žan, kje si bil na izmenjavi? Na izmenjavi sem bil na srednji elektrotehniški šoli v Ostrovi na Češkem. Pa ti, Blaž? Jaz sem bil v mestu Mikolov na Poljskem na srednji tehniški šoli. Kako so potekali pa vajini dnevi? Zjutraj okoli 9. ure smo se vsak dan odpravili v šolo. V šoli je vsak dijak delal na svojem projektu. Moj projekt je bil pametni koš. Nato smo v šoli ostali do 2. ure. Potem pa so sledile še druge aktivnosti, kot ogled mesta in podobno. In lahko malo opišeš ta tvoj projekt? Moj projekt je pametni koš. Pri projektu sodelujem z dijakom iz Češke. Koš meri višino napolnjenosti in podatke sporoči spletne aplikacije. In kako je potekal tvoj dan, Blaž? Mi smo tudi vsak dan delali na naših projektih in popoldan smo imeli različne aktivnosti, kot je na primer laser tag. Jaz sem delal na projektu kocka iz LED lučk, katera bo lahko krmiljena z spletno aplikacijo. Mene pa še zanima, kako ste se vi sporazumevali? Sporazumevali smo se v angleščini, tu pa tam sem razumel kakšno poljsko besedo, a premalo. Če bi moral opisati opremljenost naše šole in pa šole na Češkem, kaj bi lahko povedal? Ja, naša šola je boljše opremljena. Vsa oprema od računalnikov do krmilnikov je pri nas novejša. Učijo se podobne stvari sicer, ampak je vse starejše. Hvala vama. V okviru projekta Erasmus Plus akcija K2 pa smo na naši šoli decembra gostili dijake in njihovega mentorja Slovaške. O počutju pri nas je spregovoril dijak Robert Vangor. I'm Robert, I'm coming from Košice, Slovakia, and I study at Electrical Engineering School in Košice. Samu and I are working on the system for voting of the school lunches. They are working on the electronic price tag and they are working on Arduino robot. Cítime sa tu dobre, je tu pekne a máte strašne krásny hrad. Profesor računalništva na naši šoli Dominik Letnar je spregovoril o nalogah, s katerimi so se ukvarjali dijaki. Se pravi, profesori se tukaj v tem okolju pridružimo našim dijakom, ki skupaj v družbi slovaških dijakov opravljajo v dvojicah naloge. Tukaj desno od mene se opravlja naloga Arduino robot, da se bo robot s pomočjo tipk premikal in zapomnil poteze.
Tam že prej, na drugi strani, se upravlja nalogo, kjer lahko s pomočjo spletne strani vnesemo informacije o izdelku in potem s pomočjo nekih skenerjev preberemo informacije o ceni, barkodi, imenu izdelka in podobno. In pa še upravljamo oziroma izdelujemo tudi napravo za glasovanje o malici, recimo, če je malica dobra, slaba, smo zadovoljni, nismo zadovoljni in podobno. Zdaj, v tem prostoru se učitelji tudi zadržujemo, saj z našo pomočjo pomagamo, da bo naloga uspešno upravljena in smo pač na voljo tukaj tudi dijakom. Seveda pa je bil čas tudi za druženje. Za dijake, tako slovaške kot tudi naše, smo pripravili razne aktivnosti. V ponedeljek so se skupaj z ravnateljem ogledali malo središče mesta Murska Sobota. V torek so se udeležili ogleda v Vulkani na gradu na Goričkem. Danes v sredo se odpravljamo skupaj na bowling, kjer bodo prisostvovali tudi slovenski oziroma naši dijaki. Torej bomo v družbi se pomerili v igranju. V četrtek se bodo udeležili ogleda Miklavševega senja v Murski Soboti, kjer bodo prav tako prisotni tudi naši dijaki. In pa v petek se skupaj odpravljajo na večerjo v Maribor, kjer bo prisoten tudi naš gospod ravnatelj, koordinatorica in pa tudi vsi ostali dijaki in mentori. Potem, ko so naši dijaki v letošnjem šolskem letu že opravljali obvezno prakso v Italiji ter bili na izmenjavah na Češkem in Poljskem, se bodo spomladi odpravili še na praktično izobraževanje v Francijo, Poljsko in Italijo. Tja bodo odšli dijaki strojne in računalniške usmeritve ter dijaki iz programa tehnik oblikovanja. Decembra smo na naši šoli v sodelovanju z informacijsko točko Evrope Direkt Pomurje, Društvo Gibanje za mladino, organizirali festival računalništva in sodobnih komunikacij Frisk. V sklopu Friska so potekale delavnice na temo spletna prisotnost in spletne volitve ter razprava dijakov SPTŠ in bralcev spletnih medijev Sobota Infokom, Maribor Infokom in Ptuj Infokom na temo znanje in digitalna družba. Osrednji gostje dogodka so bili Katja Koren Ošljak, ambasadorka Evropske iniciative Code Week v Sloveniji, Franc Bogovič, poslanec v Evropskem parlamentu, in dr. Benjamin Lesjak, docent na Fakulteti za menedžment Univerze na Primorskem, sicer strokovnjak s področja varne in odgovorne rabe interneta. V okviru izbirnih vsebin smo letos konec novembra izvedli tudi strokovno ekskurzijo v Manchester in Liverpool. Oglejte si reportažo. Izpred šole smo se z avtobusom odpravili na letališče v Bratislavi in od tam poleteli v Manchester. Tam nas je seveda pričakal avtobus z voznikom na desni strani. Naslednje jutro smo se z vlakom odpravili v Liverpool. Le pol ure vožnje nas je čakalo. V Liverpoolu je ogled najprej potekal v znamenju glasbe, Beatlov in obiska obnovljenih Albertovih dokov. Sledil je obisk znamenitega Anfielda, stadiona nogometnega kluba Liverpool.
Naslednje jutro nas je pričakal deževni Manchester. Najprej smo se sprehodili ob tamkajšnji univerzi in se ustavili tudi ob spomeniku Alana Turinga, znamenitega pionirja računalništva, ki je med drugim razbil znamenito nemško kodo Enigma med drugo svetovno vojno. Nato smo obiskali univerzitetno knjižnico. Sprehodili smo se tudi skozi božični sejem v Manchesteru. Nato smo obiskali še znamenito neogotsko Rylandovo knjižnico, ki hrani številne dragocene rokopise in knjižne izdaje. Sledil je seveda še obisk stadiona nogometnega kluba Manchester United, znamenitega Old Trafforda. Podobno kot v Liverpoolu smo si tudi tu ogledali zelenico, notranje prostore in slačilnico domače ekipe. Sledil je še obisk Muzeja znanosti in tehnologije. Polni vtisov smo se pred odhodom na letališče poslovili še od središča Manchestra. Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota je meseca decembra pripravila spominski večer profesorja Milana Vincetiča. Dogodku se je pridružila tudi naša šola, saj je bil priznani slovenski pesnik in pisatelj Milan Vincetič naš sodelavec. Namen prireditve ni bil le ohranjati spomin na profesorja Vincetiča, ampak tudi na novo premisliti in osvetliti njegovo literarno pot. Profesorja Vincetiča so se spomnili akademski slikar profesor Zdenko Huzjan s samostojno razstavo in nizom spominov na pokojnega pesnika, umetnostni zgodovinar dr. Janez Balažic z refleksijami slikarjevega dela ter literarni zgodovinar in profesor slovenščine na naši šoli Franci Just s predstavitvijo Vincetičevih pesmi iz zadnjega ustvarjalnega obdobja. Milanovi sodelavci, profesori Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota, pa so izvedli recital njegove poezije. Buker. Spet senca se obeša čez penzion in pod drevesa, ki racajo v tujski park, v katerem sivi testeninar zakrnjeno poseda, na vozičku, ki brezvoljno ga potiska zlata hčera, do mostička, ki pomeša vse poti nebesa. Pražnje je in bogec mojster kuha žolčevino, da začresla lesovino in poceli brazgotino, ki je spet na križu in mu hodi v spanje, ter mu bega sanje, kadar slači plašč device,
iz prežitke slonovine. Pilar. Bajto, ki je kava bar z imenom Vesne Barke, jo zvabi soboški morjak s prigodo, ki očara sila silno sabljarico, veslo z noževo konico, dečka, ki jo več ne čaka do jutra, ko se vrača morje, ki se vmes postara. Titikaga. Šari, šari, divji ribič v trstničasto pitvino, zada zatrnka tolsto ribo, zlato ribo, čaralico, ki trstiče po kamni, ki jezero posuši, še preden jo nazaj spusti med temine vseh ljudi, do trnka, ki jo spet spusti. Spomnimo se še pestrega decembrskega dogajanja na naši šoli. Tudi letos smo s stojnico sodelovali na Mikloševem sejmu v središču Murske Sobote. Predstavili smo se z izdelki, ki so jih dijaki izdelali pri urah praktičnega pouka in ponudili tudi praznične kekse. Ob tem je dijaška organizacija naše šole zbirala tudi prostovoljne prispevke. Zbranih je bilo 300 evrov, ki jih bomo namenili za pomoč dijakom iz socialno šibkejših družin. Decembra smo seveda pripravili tudi proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Predstavila se je šolska glasbena skupina v nekoliko spremenjeni sestavi, prvič pa je nastopil tudi šolski harmonikarski orkester.
Dijak razreda 1M1, Nejc Strniša, je postal državni prvak v karateju, kar je že njegov 3. naslov zapored. S tem si je prislužil tudi uvrstitev na Evropsko prvenstvo, ki bo potekalo na Danskem februarja letos. Področno tekmovanje v odbojki v letošnjem šolskem letu je novembra potekalo na Ekonomski šoli v Murski Soboti. Sodelovala je tudi ekipa dijakov z naše šole in si priborila 1 zmago ter na tekmovanju končala na 5. mestu. Dijaki in dijakinje programa Tehnik oblikovanja vseh letnikov so obiskali galerijo Murska Sobota, kjer so si ogledali razstavo Franca Mesariča, v Miku pa so si ogledali ilustracije avtorice Alice Pan. V soboški dvorani Park so si dijaki 1. in 2. letnikov ogledali gledališko predstavo Vihar v glavi, v kateri so nastopali mladostniki med 14 in 19 letom, amaterski igralci, ki so jih izbrali na avdiciji. Dijaki 4. letnikov so petke in sobote preplesali na plesnih vajah za maturantski ples, o katerem bomo poročali v naslednji oddaji. Za dijake 4. letnikov smo pripravili tudi predstavitve fakultet, da bodo marca lažje izbrali, kam na študijsko pot. Naše dijake in dijakinje v prihodnjih mesecih čaka tudi nekaj zanimivih ekskurzij. 1. letniki bodo obiskali Dunaj, 2. letniki Luko Koper in Muzej vojaške zgodovine v Pivki, dijaki 3. letnikov bodo odšli v München, pripravljamo pa tudi ekskurziji v Pariz, ta bo v znamenju mode in kulture, ter ekskurzijo v Italijo ter San Marino. Dijaki bodo tam med drugim spoznali proizvodnjo v tovarnah Lamborghini in Ducati, obiskali pa bodo tudi San Marino. Zdaj pa se na SPTŠ že pripravljamo tudi na informativni dan, ki bo v petek 15. in soboto 16. februarja. Devetošolci in devetošolke, vabljeni. Morda boste naslednje leto tudi vi sodelovali pri pripravi oddaje Mi smo SPTŠ. Za danes pa hvala za vašo pozornost.